bil tole in I Follow Rivers, mi pa sledimo pokalom oziroma pokalnim prvakinjam, bolje rečeno pa tudi državnim prvakinjam. In z mano v studiu že kar dve cinkarnarki, ŽKK Cinkarna Celje in sicer kar dve kapetanki. Ana Nuša Anžič in pa Ota Požin. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, pa koliko sta pa vidve usklajene, a sta na igrišču tudi tako usklajeni? Ja, pridite pogledat, pa boste videli. No, sej to. Zdaj, Ana Nuša, tebe že poznamo, si že tista stara garda pri članicah, ki je tudi podaljšala pogodbo za 2 leti. Ja, drži. V Celju sem se odločila, da bom podaljšala pogodbo, ker mi je všeč njihova vizija, v bistvu njihovo samo delo pa tak ali tak že po rezultatih dokazuje, da je kvalitetno, dobro in ja, v bistvu. Mislim, po rezultatih, koliko naslovov že imaš? Jaz imam v bistvu že 7 naslovov, odkar sem pri članicah sam, Tako. To je kar dobro, ja. Mislim, zakaj Dobra bi menil evidenca. zlato gosko, ne? Ja. A veš, oziroma gosko, ki nese zlata jajca. Ota, ti pa si v bistvu najmlajša pri članicah, ampak tudi kapetanka svoje ekipe. Ja. Kako se vam reče? Kadetinje? Ne, kadetinje. Kadetinje? Lahko bi rekla, to je U17, torej. Ja, mi tudi veliko pomeni, da sem kot najmlajša pri članicah, to je neka čast, to pomeni, da sem pač se v mlajših selekcijah dobro dokazovala. Ja. Tako da potem probam to tudi prenesiti na članske treninge, tudi ko dobim priložnost v članski ekipi in tako pač nadgrajujem svojo delo, svoje izkušnje in pridobivam nove dobra znanja. No. Zdaj, Ana Nuša se ful smeji zraven, ker Ana Nuša, kaj si prej povedala za Oto? Čeprav je najmlajša. Aha, da je najbolj odgovorna, ena izmed najbolj odgovornih zagotovo. Ota, vidim, da žanješ pohvale tudi očitno ekipe, ampak Ana Nuša, midve se pa morava pogovoriti. Kljub temu, da ja, pokal je tukaj v našem studiu, v naših rokah, ampak Vem, kaj sledi. Ampak, ja, ne, moramo te mal piknati. Vem, da je to zdaj že za tabo, ampak vseeno domača tekma se, oziroma ta tretja domača tekma se ni šla najbolj po planu. Je bilo kar težko. Ja, drži. Kje ste imeli glavo? Vsi smo že pričakovali, da bo doma zmaga. Ja, se tudi mi smo, ne. Ampak jaz s tem po tekmi sem rekla, da to je ena taka tekma, ko prije na 14 let, ker mi smo v bistvu, po 14 letih smo prvič izgubile, oziroma nismo dobile finalnih 3 tekem, eno zapored. In pač to je, ne vem, nismo bile zbrane, obramba niti ni bila tako slaba, ker smo dobili v bistvu ful mal pik, ampak v koš v pa ni napadu šlo pa ni nič. šlo, mislim, da smo imeli 20%, to niti ni bilo za gledat, res grozno je bilo, sam to je del športa, mislim, pride kdaj tak, ne. Veš, kaj jaz vedno Moraš se pravim? znati Žoga je nositi s okrogla, tem. ne? Ja, Žoga je okrogla, ne gre vedno po planu, ampak konec dober, vse dobro. Ja. In v Ljubljani ste pometle s konkurenco. Ja, to je res. V bistvu isti dan, ker so pa tudi rokometaši osvojili pokal, pa še pol naslednji dan nogometaši. Tako da smo imeli kar dober, uspešen vikend. Ja, vikend je že je bil- mogel biti tak, da smo uno tretjo tekmo izgubile. Sama vidiš, lahko bi bila pa prve. Ja. Lahko bi bila pa prve, ne? Vsi smo bile v vsakem primeru prve. Mislim, Ja. en teden prej. Kaj sem hotela reči? Ota, zdaj kot vse najmlajša, pa vse najbolj odgovorna. Česa recimo pri članicah se je kakšna taka situacija pripetila ali pa ne vem, članice delajo kaj drugače kot pri vas v mlajših selekcijah? Ja, ne vem, jaz bi tako rekla, da je dokaj podobno. Vidi se, da smo vse Celjanke in da smo pač že dlje trenirale pri mlajših, ampak ne vem, tako bi rekla. Kakšna proslava po taki pokalu, po taki zmagi, ne vem, pa da se velikokrat tudi dobimo izven igrišča, ne vem, na kakšni kavi, kakšnem branču. In pač to je tudi pa da nek duh ekipi, ne? Torej neko večjo povezanost. In se mi zdi, da so me pač članice tudi zelo lepo sprejele, tudi vse nas mlajše, da smo se res počutile kot neka ekipa. Pa je na igrišču precej drugače?
Ja, bi kar rekla, da je, vidi se, da... Grobe so. Ha? Ja, lahko tudi tako rečemo. Ja, vidi se, da so igralke zelo, zelo starejše, da ne igraš več. Zelo. V mojem primeru so nekatere zelo starejše od mene in vidi se, da so ful bolj izkušene, kakor me, da pač tu vsako napako izkoristijo v svojo prid in da pač moraš biti res najbolj zbran. Vedno. Vedno. A ti še velja za 100 točko, pečete mafine? Ja. Ota ful dobro peče. Ja. Ota Kaj to pomeni? najbolj peče. Da ona tudi največkrat da 100 točko? Ja, čeprav letos jih nismo. Ne, letos nismo velikrat, ampak sem pa prostovoljno kaj prinesla, kdaj na trening. In kaj najrajš spečeš? Ne vem, lahko bi rekla, kaj kekse, mafine, banan in kruh. Kaj nisi danes nič prinesla? Ja, drugače imam v avtu. Ja, sem prinesla 3, tako da. Zdaj, kekse ali mafine? Kekse. Dobro, sam 3. Za vsakega, veš. Ne, to je zauno, veš, kakšni keksi pa so. Hecan se, malo heca ne škodi. Drage moje, na hitro mi še samo povejte, kakšne imate plane za naslednje leto oziroma naslednjo sezono? Zdaj, treningi so verjetno še pred vami, tekmovanja so za vami oziroma ne. Ti še nisi zaključila? Ja, še nisem zaključila. Čez 3 tedne nas čaka še Final Four Jadranske lige in verjamem, da se bomo dobro pripravili na to in probali prinesti še en pokal domov. No, daj pokažite tem starim babim, da se da, ne, ker one so letos druge postale. Malo zmanjka. Podprvakinje, ampak vsem. Lej, bodo pa mlajše dokazale. Tako da cinkarnarke, da cinkarnarke so še zmeri gajsne babnice na igrišču. Dragi dami, hvala za obisk. Pokal boste pustili par men ali ga boste odnesli sabo? Ja, lej, kakor hočeš, ne. Če ga rabiš, kaj tule komod pustimo. Par dni, pa bomo mogli po moje. V pisarni ste že zamenjali police, ste še dodali kake, ker vem, da je bila pisarna kar precej polna že. To pa po moje najboljše, da kar Uroša vprašaš, ne vem, ampak po moje bi lahko začeli počasi, ker se kar nabira. No. Se nabira, ne? Miza je že kar polna. Pridne ste, kakorkoli, želim vam seveda veliko uspehov, predvsem pa, da se tudi med poletjem malo spočijete in naberete nove moči za nove zmage v naslednji sezoni. Hvala. Najlepša Lepo hvala. bo ta, čau! Enako, čau.